Gospodu smili se, Gospodu smili se, Gospodu smili se, Gospodu smili se. Gloria,
Spoštovani gospod župnik, dragi bratje duhovniki, dragi stranski verniki, še posebej zbor, nekdanjikom Nektiti, Dominik. Ko sem se včeraj popoldne vračal iz Južne Tirolske, z enega romanja, Monte Baldo nad Santa Maria de la Corona, telefonirava župnik, naj bi danes nekaj povedal o gospodu Gačniku. Eno pridigo je kar težko spraviti. Na take spomine, ki se vlečejo zelo daleč nazaj. Do začetku 70-ih let, kot gimnazijec, kot semenišnik v Vipavi, sem prvič zaslišal ime France Gačnik. Takrat je namreč išla pesmarica na strunah kitare in mulci, ki smo takrat poskušali v tistem času nekaj frišnega vnesti v cerkev, smo z veseljem pograbili to pesmarico, saj do takrat na našem trgu, razen nekaj pesmic, ki jih je zbral pater Cerar, ni bilo nič. Prevajali smo z italijanščine v Generosa razna besedila, bolj ali manj uspešno, in potem po tistih župnijah po Vipavski dolini prepevali Glorijo, ne takrat, če ni bilo Zate Marija, pogledam tiste pesmi iz pesmarice na strunah kitare, Ko se zbudim in podobno. Moje prvo srečanje z gospodom Gačnikom je bilo en dan pred novo mašo Toneta Gradiška. Vem, da je bil velikonočni čas, smo prišli bogoslovci v Farovš, smo se tam neki heca, pravi, ti už pa jutra zjutraj pri maši igral, Kristus nebeški. Bil je velikonočni čas, se danes vem, da me je učil na klavir, vstal je Kristus Gospod, in drugo jutro nisem nobenega pedala prav pritisnil v cerkvi. Takrat so bila tudi, mislim, s Simonom skupaj tlele, pa se nisva še poznala. No, potem so prišla tista leta in po novi maši dobim dekret za stranje. Lahko rečem, morda že se je življenje gospoda Frenka, gospoda Gačnika, bližalo večeru življenja. Bili so to leta, ko smo z ritmiko, s pevskim zborom hodili okrog in oznanjali, da je tudi se da mašo prikazati na drugačen način, da se da na nek drug način ljudem prinesti Kristusa. In še danes sem hvaležen za tista leta, ki sem jih kot kaplan, kot novomašnik preživel tukaj, da človek razširi en svoj pogled, eno svoje vedenje, eno svoje znanje. In to so bila srečanja z mnogimi ljudmi, no takrat, kam Nektitov v glavnem že ni bilo več, ne, ampak vse to je prihajalo še v Farovš, ne, in tam v kuhinji pod slikami Tomaževega očeta, oziroma ena bila Tomaževa, sta stara freska iz kapele in pa osnutek z grafito, ki je bil potem v šoli, ki ga danes ni več, tistega Martina Karpana. Po tistimi slikami smo modrovali, ne, in se dogovarjali levo in desno z mnogimi ljudmi. In tukaj je bil gospod Gačnik tisti široki človek. Tisti široki človek,
ki je znal v tisto ozkost takratnega časa prinašati Kristusa. Spomnim se ga, ko sem ga tolikokrat peljal na Golnik, pa je rekel njegov predstojniku oddelka 100, doktor Prlja je bil to. Doktor je bil še kar domov. Ne, rekel, boste tle ostal. Jaz se nimam med sabo. Vete, roženvenska nedelja je danes. Pa je rekel, doktor Prlja, bil je Črnogorc. Rekel, gospod župnik, imate krunico? Je tako lepo tipo, pa rožni. Ja, imam rožni venc. Vse imate vse sabo, kar tukaj boste ostal. In tako je ostal na Golniku. In sem prepričan, da je med prebiranjem, med komponiranjem v glavi, med pisanjem tekstov za ritmične maše, noter vključil tudi kilometre rožnega venca. To je bil on. Če se spomnim tistega srečanja tukaj, ko sem ga na Novi maši, enega duhovnika, v talarju z beretom na glavi, takrat ga že nobeden več skoraj nosil bereta. Veliko človek iz tridentinskega časa, ampak nasproti pa skoraj en jazz ensemble, nekaj, kar je bilo popolnoma v nasprotju s to njegovo postavo. In ta nasprotja je znal tudi zelo izravnavati. Tako da, ko sem zdaj razmišljal, ko sem se vozil z Ribnice, ali je bilo sploh kakšnih tistih trenj? Ne vem. Lahko, da so bila, ampak je znal nekje poglihati. In še eno stvar bi morda gospodu Gačniku, ki sicer mogoče ne spada v ta, rekel, pevsko, v ta del, ki je on naredil revolucijo nekje v Sloveniji takrat, ko so se na koru oglasili Frankovi bobni, pa kitare, pa trobente, še kakšna pozavna je bila včasih vmes, pa še kaj drugega. Ko je bila cerkev za polnočnico, bi rekli Hrvatje, dubkom puna, nabita do konca, bi povedal še eno stvar. Bil je en velik kulturnik, človek visoke kulture. Veste, koliko knjig je on prebral? In imel je zanimiv način branja knjige. Vedno v rokah navaden svinčnik in potem na zadnjo stran se je pisalo, misel o očetu, stran tok in tok. Misel o domovini, stran tok in tok. In velikokrat mi porino kakšna knjiga, pa rekel, tole moraš prebrati. Čez 3 dni me pa vprašal, kaj je v tisti knjigi. Da se je prepričal, da sem jo res prebral. In tako so bile marsikatere stvari, ko so jih v avtu, ko so se kam vozila, so se pogovarjala v knjigah. O tistih stvareh, ki so bile aktualne. Seveda tista 80. leta so bila še dosti trda. In ko smo pripravljali, se spomnim, ritmično mašo v špitalu, in so šla za 2 dni v špital, in kaj sva delala? Vsak svojo literaturo, ki je bila zunaj, pa je noter v Jugoslaviji, nismo dobili, so jo prebirala. Potem smo še na brzino zrisala prezbiterij, da smo lahko potem ritmiko naučili vse tiste gibe. Jaz mislim, da bi se v gospodu Gačniku dalo govor do jutri zjutraj. Pa 20 let je že mimo, 21 let, kar smo ga tistega sneženega dne položili tja na nivo, na Božjo nivo. Mislim, da tista glorija, ki je zvenela s kitarami, s trobentami, z orglami, z bobni,
da tudi v nebesih ta glorija Bogu še vedno odmeva. Amen. Družina, ki ima dobrega očeta, dobrega župnika, je zares lahko srečna. In naš France, ki je bil moj sosed, je bil tak dober župnik, da mu lahko rečemo, da je bila ob njem vsa družina stran srečna. France ni bil samo župnik, bil je tudi odlično nadarjen. Koliko lepih pesmi je prihajalo iz njegovega srca za vas, za vse ljudi, ki smo ga poznali. Koliko proze je šlo iz njega, pa tudi koliko zavrkljivih stvari, ko je bil klican recimo na Ozna, kako je znal prompto vsakega ugnati. Zato smo bili na Franceta tudi mi Laščani vedno ponosni. In zato lahko rečemo s Francetom Prešernom, kadar striček jaka, ko smat prikoraka, moj očka ga namaha, da zbeži od straha. To mi je enkrat France povedal in si zapomnil za vse življenje. Naj bo njemu slava in čast, posebno smo nanj ponosni tudi mi Laščani, ker je toliko dobrega storil za vse, kjerkoli je prišel, je bila njegova beseda, njegova pesem zares priznana, dobro sprejeta, pa naj bo takrat, ko je prišel dol iz hribov dol, ali pa tu stranje, ki je toliko dobrega vam naredil, da gledajte še zdaj, pod njegovim pravzaprav vplivom pojejo vaši domači pevci, kolikokrat sva tudi mi dva kaj zapela, tako da res njemu slava in čast. In sedaj v tem smislu zmolimo za pokoj njegove duše tudi Gospodovo molitev.
Ponavadi je tako, da imamo ljudje radi nekaj takega, kar vidimo, kar slišimo, kar lahko v roke primemo. Mir pa je nekaj drugega. Ne vidiš ga, ne slišiš ga, ampak kako presneto ga čutimo. Ali v naših družinah, v naših odnosih, v naši domovini in tako naprej. Je kot pesem, ki nekako napolni srce, ki ga pomiri. In gledajte, pred Bogom smo, čez nekaj trenutkov ga bomo prijeli v svoje srce. In preden se srečamo z njim, si podajmo roke, si odpustimo, da bo tudi on prišel v naša srca, da jih bo še bolj napolnil z mirom in bo na ta način eno kot ena družina ob njegovi mizi. Solzi pa nas.
skrito zalivajo, dokler ne umrem. In tu na tleh lemtja višave, da bi lahko poletela tja, kjer čaka me moj ljubi stvarnik, da združena bom na veke z njim. Znani Gospod, ostani mrači se, ki se je dan, že najim večinu. Slavo Gospod, Pana je Bog, odvaja nam množstveni vnok. Slavo Gospod, Pana je Bog, tvoja roka nam življenje Ja, gospod župnik prav, vse če sam zaslužiti, ne, vse če sam narediti, pa tudi zastojn. Točka, ki je bila zdaj mišljena za mojih 40 let orglena, je praktično že izvedena. Vse se je povedal, nimam kaj dodati. Tisto, kar pa še mislim povedati, pa ne bom spustil, ampak to pride pod naslednjo točko. Za to točko je bila mišljena naslednja pesem, ki je bila meni od nekdaj že zelo pri srcu, in sicer Resnica, prihaja vlak resnice. Mi jo tulimo že recimo z Gačnikom 40 let. Če gledamo politiko, kulturo, karkoli, resnica, resnica, resnica. Ampak to so le besede. Kot je rekel prej župnik, beseda, dejanje in pol je rezultat. Če so pa samo besede, je pa hitra tista popevka besede, 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 besede. Pa dajmo mi eno zapet, no. Že skrbi, vrcajte se na ta vlak, brez strahu, saj ga vodi Božji krmar. Z menoj vi vsi, ki vas teži skrbi, vrcajte se na ta vlak, brez strahu, saj ga vodi Božji krmar. Zdaj pa druga točka, ki pa ni bila zamišljena, in sicer ob tem, da je Gačnikova 20-letnica lansko leto pretekla in smo pač zamudili vlak, prav tala, ki je bil zdajla, da bo lanska leta spomenik odkrili, ni nič hudega, če to naredimo letos, ampak jaz sem rekel, da za vse to ni zaslužen zdaj samo Gačnik Frank, župnik, ki je prišel v stranje. Zato so zaslužni delavci, ki so rekli, ja, gremo s tabo. Za teboj, Gospod, grem kot ptica proti nebu. In tudi ta vers boste še večkrat slišali in večkrat bo upodobljen. Zato pravim, da čast in poklon našim vrlim pevcem.
od katerih nekateri vztrajajo že od, no te verjeli, od druge svetovne vojne. Ampak je čista resnica. Najstarejši pevc, imamo ga tamle na sred, stoji, od 45 leta je tukaj. To pomeni, da je mojih 40 let hoderjev mal proti njegovem od 45 do dela. A ne de? No, ampak glede, jaz sem celo plahto pripravil, da bom povedal glede gospoda Gačnika, pa kako se je vse v stranjah dogajalo, pa sem se spomnil. Na CD-ju, ki ga boste kasneje lahko dobili, je ta zgodovina upisana in kdor si želi zvedeti, kaj se je vse točno dogajalo, bo pa vzel en CD, saj ne bojo dragi. Ampak namesto 3 strani bom prebral samo en takle odstavek, to pa moram povedati. Jaz sem osebno prepričan, da vse, kar počnemo skozi ta desetletja, torej kar delamo s pravo mero upoštevanja estetsko-kulturnega in duhovnega odnosa, če vse to naredimo pošteno, naredimo tako, kot nam narekuje Bog, ker enostavno človek ne more delati drugače, kot mu narekuje Bog, če je pač krščanski človek. In če smo Božji otroci, če živimo po Božje, potem delajmo tisto, kar po Božji danosti najbolj znamo. Tega se ne da menjati kot obleko, to ni moda, zato vztrajamo od 45 let, oziroma vztrajajo od 45 leta naprej in bodo do zadnjega diha vztrajali. To je krščanska duša in to je krščansko srce. In duša in srce nimata mode, sta vedno ena. In kdor jo ima, jo lahko daje. Naj nas na naši skupni poti do pravega spoznanja globije vere in krščansko-duhovne blaginje spremlja in nam pomaga Božji blagoslov, ki smo ga bili že deležni in ga bomo še enkrat ob odkritju spomenika. Ob koncu pa še iskren pogled še enkrat na moje pevke in pevce. Ob 20-letnici smrti gospoda Gačnika in ob 40-letnici svojega glasbenega udejstvovanja v župniji svetega Benedikta Stranje bi se vam iz srca zahvalil za neštete ure svojega dragocenega časa, ki ste ga z dušo in srcem namenili za to farno dobro in prihajali na vaje ali Boga slaviti svojim petjem k svetim mašam. Prvi iz te zasedbe ste bili aktivni že takoj po drugi svetovni vojni, ostali ste se pridružili tekom 60 let. Nekateri ste prišli iz mladinskega zbora in mnogi ste v zboru še danes. Naj vam prav vsem Bog povrne svojimi darovi, saj ste o prepevanju vedno 2-krat molili. Da pa naši pevci po vseh teh letih dela in odrekanja ne bodo šli domov praznih rok, smo uspeli z našimi prijatelji Javnega sklada za kulturne dejavnosti pri Republiki Sloveniji. Prihaja predstavnik območne izpostave, gospod Vtičar Tone, to pa oben ne ve. To je pa presenečenje zdaj za pevca. Spoštovane in spoštovani, izredno sem vesel, da sem lahko prisostoval tej slovesni sveti maši, ki je bila obenem kar akademija jagodnega izbora pesmi gospoda Franceta Gačnika. In ob tem nam je vsem skupaj še enkrat zaigrala mladost. Mislim, da upravičeno, in prižgalo se je seveda tudi upanje, ki ga glasba, umetnost, kultura in vera vsebujejo. Tukaj imam eno vrečko, zelo nerodno. Se upravičujem, Dominik mi je rekel, ker je dobitnikov Galusovih priznanj, ki jih podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, torej pevkam in pevcem, mešanemu pevskemu zboru iz Stran, toliko, da bi naš program trajal globoko preko tega, da sonce že zaide, je Dominik rekel, vsakmo bomo priznanje zavili skupaj z malco. Torej na podlagi ugotovitvenega sklepa z dne 24. septembra letošnjega leta bronasta Galusova priznanja za več kot 5-letno udejstvovanje na področju glasbene dejavnosti prejmejo Miro Potočnik, France Ajdovec in Bernarda Kregar. Srebrni Galusovi priznanji za več kot 15-letno udejstvovanje na področju glasbene dejavnosti prejmeta Janez Krt mlajši in pa Emil Krt. Naj povem prve pesmi, ki se jo spomnim, da jo je
Primož, ne Janez, izvajal, je bil zelo pomenljiv stavek, ki ga je menda izrekel kot, ne vem, če je že imel 2 leti. Zelo na glas, zelo pričljivo, razločno, aleluja, Bog nas ljubi. Zlata Galusova priznanja za več kot 25-letno udejstvovanje na področju glasbene dejavnosti, nekateri tudi že 40 in celo več, pa prejmejo Janez Krt, Janez Bernot, France Kemperle, France Pančur, Miro Škrtič, Roman Gradišek, Lojze Knaus, Matej Krt, Mira Krt, Mara Mlakar, Mara Rus, Angelca Škrtič, Olga Grilc, Marinka Krt, Mija Gorjub, Mija Bernot, Ani Trobevšek, Mira Potokar, Martina Ozimek, Silva Pajk, Tatjana Mlakar, Mira Rifl, Primož Krt, Julka Levec, Štefan Levec, Lojze Štritov in Angelca Štritov. Gospodje, ki smo jih danes slišali v njihovi vlogi izpred 40 let in to dejavnost nadaljujejo, pa žal svojega prihoda na to slovesnost niso pravočasno najavili, ker so vmes nekaj let počivali, priznanj, to pot žal še ne bojo dobili. To so tile gospodje, ki imajo frizure z modernimi odtenki. Lep pozdrav kamniktitom še enkrat, ne samo pevkam in pevcem. No in Zlato Galusovo značko, zelo kratko najavo s čestitkami in željami po uspešnem nadaljnjem delu prejme Dominik Krt, prosim. No, ampak da nov ta siva eminenca temle vzad slabe volje odšla. Gospod Jože Gačnik, brat pokojnega župnika, nam je v svojem in dednem imenu dal zeleno luč, da lahko prevzamemo ime zbora France Gačnik, obenem pa bomo odslej naprej kot zbor podeljevali glasbeno noto vsem tistim, ki s svojim delom nadaljujejo tradicijo cerkvenega ritmičnega petja, obenem pa delujejo tudi na področju duhovne, krščanske in narodne kulture. To ste pa tudi vi dobili, kot vsi ostali pevci in vsi tisti pevci, ki niso bili imenovani, se pravi so prišli za 1 leto, vsi dobijo priznanje našega pevskega zbora za sodelovanje Gačnikovo noto. Zdaj pa prvo še ena pesem, pa še ena malenkost. Nam
Svetlik ima to čas, da bo spomenik odkril vašim pogledom in potem ga boste občudovali samo na daleč. Ni treba se ga dotikati in ostale stvari, da ne bomo slučajno mislili, da ga kdo hoče spul dol, ko imajo tle navado, da ga ukradejo. Ne? Tako lahko zaploskate. Molimo vsemogočni večni Bog, s človeško roko narejena podoba nam je v pomoč, da se spominjamo tvojih velikih del in tvoje svetosti, jo premišljujemo in posnemamo. Prosimo te, blagoslovi ta kip Franceta Gačnika, kdor si bo pred to podobo prizadeval tebe, nebeškega očeta, ponižno častiti in slaviti, naj zaradi njegovih zaslug in prošenj prejme sedaj v milost, v prihodnosti pa večno slavo po Kristusu našem Gospodu. Najlepša hvala gospodu župniku za to blagoslovno molitev, za to, da naš gospod pokojni France Gačnik ima zdaj svoje mesto v Stranski fari, ne samo v dušah in srcih, ampak tudi na vidnem mestu, tam, ker se je najdalj časa zadrževal. Gospod je bil v Farožu 24 ur na dan in kadarkoli si prišel, se ga dobil z veliko šalo črnega kufeta, pa je rekel, šti tudi eno, bom. Tako je bilo skozi vsa leta, kar je bil. Ampak zdaj, na zaključku, pa sledi še ena zahvala in sicer naj bo najprej zahvala Bogu, če gledam nase, ki mi je dal moji mami, ki je delal v bolnic, in očetu, ki ga pa nisem opazil, sedi, Ata je tamle odzad, torej hvala obema, ki sta me v samem štartu s pravo mero strogosti in reda vodila in skrbela za to, da sem se izoblikoval v to, kar sem. In upam, da tudi še bom. Hvala duhovnikom, hvala govornikom za besede, spominov in hvaležnosti. Zahvala pa naj doseže tudi vse vas, ki ste svojo prisotnostjo pokazali, da je gospod Gačnik še živ v marsikaterem srcu in da je bilo tudi moje delo v Fari do sedaj nekako sprejemljivo. Seveda, tako kot Gačnika, tako tudi mene nekateri po osebni plati raje obidejo. Nič hudega. A tako kot je bil on, sem tudi sam pripravljen delati še naprej in sodelovati s tistimi, ki to želijo. Ko sta brat Primož in tedanji župnik gospod Brčan pred 5 leti skovala osnutek za tistale 3 drogove, za zastave, sem ob njihovem žegnanju, ko smo zboren zapel, sam sebi rekel, tle bo pa Gačnik stal. No, 5 let je mim in prenesena želja je bila pri pevcih takoj zanimanjem sprejeta in postala stvarnost. Takole sem si pa zamislil sam izgled tega obeležja. Narejen je na domačem kamnu, to je pohorskem tonalitu. Njegova življenjska pot se začne leta 1927, spodaj. Spodnji postavek je širši in tanjši, otroštvo, vzgoja, varno v rokah staršev. Drugi postavek je ožji, a že debelejši, izobraževanje, odločitve, izoblikuje se pot. Še ožji, najdaljši in nosilni steber, trdna hrbtenica, trdno odločena pot osebne poklicanosti, brazde težkih časov v svetlih lisah se dvigajo. Izklesana za nas prelomna letnica 1962, prihod v Faro Stranje, izklesan violinski ključ, ob njem se dviga 5 različno dolgih črt notnega črtovja, kar pomeni širino glasbenih zvrsti, ne samo eno in isto. Na koncu vidimo tudi klasje, semena posejanih vzorov, del in besed za mnoge od nas, ki smo v njegovih težkih trenutkih bojev na Golniku ostali in še večjim zanosom izvajali nove in nove ideje, ki jih je rojevalo trpljenje. In
pojavi se nova dimenzija kamna. Simetrija začetka pride v konec. Gospod France Gačnik novembra 1988 zapre oči in življenjski krog je sklenjen. Na zadnjem podstavku je njegovo obeležje. Celota je simbol keliha življenja, iz katerega je pil in iz njega dal piti tudi vsem nam. Njegovo ozadje je oblika hostije, svetega rešnjega telesa, na kateri je izpis njegovih stihov: za teboj, Gospod, grem kot ptica proti nebu. In to je vodilo, moje, tvoje, vaše, v upanju, da še naprej tako tudi ostane. A vse to se izkaže le v delih, ne v besedah. Zato sem vesel, da je moja ideja dobila najprej pri gospodu Kaču interes za ponovno oblikovanje kipa, pri Vidi in Francu Vetoracu pa pomoč pri dobavi potrebnega kamna. Tako rekoč, skoraj identično je bilo tistim letom po vojni, ko je naš Plečnik sejal ideje za obnovitev naše drage cerkvice na Benediktovem Gričku in žal že pokojni Štancarjev ata, se ga še spomnite, iz domačega kamnoloma v Stahovici s svojim geslom z veseljem v božjo čast, z nadčloveškimi napori uspel tudi vse Plečnikove kamnite ideje uresničiti do potankosti. 3 oltarji, obloga nosilnih stebrov, vaze na njih, kropilčki, krstilnica, zakristija. In če si predstavljate, da je mizo glavnega oltarja rezal, paste, če je le šlo, drugače ne, po 4 mm na dan, to je delal dobro leto in pol. Potem ne moremo mirno naprej brez poklona temu velikemu mošu naše fare. Zakaj letos bo namreč takoj po prazniku Brezmadežne, točneje 9. decembra, minilo 100 let od njegovega rojstva. In ko mi je naš sedanji župnik, gospod Anton, ob ugotovitvi mestva, kje naj bi stal Gačnikov kip, dejal: ja, gospod Krt, mogoče je pa še kakšen bolj zaslužen stranjan, kam bomo pa potem njega dali? Brez obotavljanja lahko odgovorim, gospod župnik, v spominski park, ki ste ga prav lepo uredili in mislim, da bo ustrezal tudi v take namene. Le potrebno bo besede spraviti v dejanja. Prvi kandidat pa bo gotovo lahko kar Štancarjev ata. Prepričan pa sem, da bi se ali pa se bo še tekom let kakšen nov našel. In ko omenjam že družino Vetorac, moram povedati še to, da je kamen tokrat obdeloval prav nečak Štancarjevega ata, Tomaž, ki je mojemu načrtu dodal še reliefni izkles letnice in violinskega ključa, kar je bilo pa še težavnejše delo. To mu nisem upal niti reči, ampak je kar prebral misli in je tako naredil. Zato lahko s ponosom rečem, da sva tukaj sedaj 2 naslednika. Eden je Gačnikov, eden pa Štancarjev. Hvala. Seveda pa brez sodelavcev ne moreva izvajati poslanstva, zato sem jaz ponosen na svoje pevce, Tomaž pa verjetno na vse tiste, ki mu zaupate obdelovanje kamna. Se že govori, da ima podobno umetniško roto, kot je imel stari ata. Naj se ob koncu zahvalim vsem donatorjem tega srečno izpeljanega projekta, temu bi pa lahko rekel projekt, ja. V prvi meri Gačnikovemu bratu Jožetu, ki je prevzel stroške kipa. In pa pevkam in pevcem, ja, kar dajte. Hvala, Jože. In pa pevkam in pevcem mešanega cerkvenega pevskega zbora Franceta Gačnik ter družini Vetoraci za stroške kamenja in njegovo obdelavo. Hvala. Sam pa sem čutil še eno dolžnost, in sicer to, da vsem zanamcem, pa tudi vsem vam omogočim pogled na našo pevsko tradicijo, prežeto z Gačnikovim duhom. Zato sem vse naše glasbene posnetke, ki smo jih enkrat ponudili v kasetni obliki, še enkrat podrobno presejal čez bolj kritično sito, bom rekel. In večino najboljših spravil v sodobnejšo obliko. Tako lahko danes svoj audio arhiv obogatite s 4 novimi zgoščenkami, in sicer ena je Mi smo mladi, veseli kristjani. To je zgoščenka otroškega zbora iz najžlahtnejšega obdobja. Druga, Naša pesemna znanja, je iz obdobja ritmičnih maš in prvih ritmičnih popevk.
Tretja, preko Golgote do velike noči je iz obdobja postnih in velikonočnih pesmi. In četrta, samo življenje rodi življenje iz obdobja božičnih pesmi. Pri naši Mariči iz Kopiš jih boste lahko dobili, mislim, da jih bomo kar tukaj spodaj dali. In ker so eni izrazili željo, da bi tudi sami kaj prispevali, sam nobeden ni nič rekel, po želji. Marička bo sprejela vse, kar boste dali, pa bo povedala, tole so dali za to, tole so dali za to, tole so dali za to. Hvala vsem, že vnaprej. Sledi zahvala še vsem ostalim, brez katerih bi pa težko izpeljal današnjo slovesnost v celoti. Sašotu in Tatjani Matičič, ki sta pomagala pri uslugah tiska in sta mi šla na roko, krajanom Tunic za mize in klopi, gospodu Igorju Tršarju iz javnih skladov in pa gospodu Tonetu iz občinske izpostave za zaupanje in podelitev Galesovih priznanj, Gojkotu za okvire diplom, ki jih še niste videli, ampak jih imam tam spravljene, jih dobite. Zdaj sem se bal, da vam ne po tleh padale. Potem pa Mihu in njegovi boljši polovici za dodatno razsvetljavo, ki jo sicer zdaj le narabno, pol pa bomo. Potem pa Matjažu za elektro ojačanje. Zdaj pa, če sem koga falil. Ne smem pozabiti še tiste, ki so svojim delom zmanjšali stroške za pogostitev. Tisto sem pa jaz rekel, da častim. Ampak spet so mi šli na roko. In sicer zahvaljujem se prijatelju Jožetu Peru, ki vodi gostinstvo Per in boste deležni njihovih posebnih pozornosti iz tekoče in trde oblike. Potem Janezu Uršiču iz gostišča Orel, pa vsem pridnim gospodinjam v Fari in izven nje, torej pekle so iz Strajn in Tunc, pecivo in kruh in seveda še enkrat hvala Bogu, da se je vse skupaj, kar smo si za danes zastavili, tudi srečno izteklo. Evo, sonce zahaja. Prosim pa odpuščanja tiste, ki sem jih nehote pri zahvali izpustil, zato še enkrat hvala vsem skupaj. Kolikor smo povedali vse, gospod župnik, smo vse povedali? Ne, kaj tazga. Preveč govorimo. Aja, daj... Se bi samo par besed povedal, če lahko. Zelo sem vesel, najprej vas vse lepo pozdravim, predvsem pa stranski zbor, ki se po tolikih letih spet vidimo, seveda tisti, ki ste še od takrat. Ja. Na kratko bom rekel... A smo vesel, da sem v kaj igral, a? Ne. Gačnik je sejal na zelo dobro nivo. Moram reči, da si ti imel tukaj precej zaslug, da je do tega le danes prišlo. Da mine od tistega majhnega popča, ki si kum je oktavo prijel na orglah, pa danes do tega le, kaj naj rečem. Glej, kam ti dajemo v spomin na sodelovanje eno zadevo, moraš jo odpreti, je pa še frišna. Opa. Ja. Glej, to je za tvojih 50, pa za vse, kar si naredil za stranje. Evo. Da bomo pa začeli v kata, kva bo. Hvala lepa, fantje. Še dva katok. Čak pa bo pa Mojzes od zate vstal. Mojzes je mu 120, pa ne moramo imeti mi navadni smrtniki več. A to moram res po... Daj pomahaj. Šlo je zelo na hitro, jaz sem moral do Mineta na hitro ujeti, ne vem, če mu je čisto dobro podoben, vendar je pa v pozi, ki dirigira Regratovim lučkam pod Kamniškim planinom. Ja. Domine. Domine, glej, čez 50 let te bom prišel popraviti. Ja. Počak, ne morem verjeti, ampak pogledajte, kva si naredili. Ko je umrl Gačnik,
Ja, prav, nič hudega, bom pa, važna je slika, kaj srajca. Ko smo 88. leta pokopali župnika, smo sedeli s fantom, žalostne temla, sem rekel, spomini ostanejo, kva nam bo ostal spomini muska, prav Tomaž, tep moram pa jaz eno sliko narediti. 88. leta. Tep moram pa jaz eno sliko narediti. Sem rekel, Tomaž, jaz vem, da imaš ti veliko dela, prav vesel bom, če jo boš enkrat naredil. No, pa je bilo 5 let, pa je bilo 10 let, pa so se vmes srečali, jo že imam, sam še mejhne, sam še nekaj ne malam, sam se srečava, kaj bo 15 let, ti, imam eno sliko velike lašče, sem rekel, ni važno, sam da je toja. No, pa se pa pelem zanč na snemanje, pa me pokliče, nujno te rabim. Sem rekel, ne morem, jaz imam danes snemanje. Kdaj greš? Ja, ob 4. Kje se v kaj dobe? Ja, kva pa? Ja, nujno se mora videti. A ste kdaj me je klical? Petek. V petek je djal prid na unc. Kva me bo povedal? Že v redu, še tole v roko vzem, me tam kar eno, jaz sem res skoraj rehrado ručko v roko dal. Ja, tole še malo drž, malo gor drž. Tik, 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 a to je to, ja to je to. Ja prav, jaz moram snemati, ja sej meni se tudi madi, pa sva šla. Evo, kva iz rehradove lučke ratov, hvala lepa Tomaž, hvala Kamnik Titam. Zdaj pa povabim, preden vas povabim na tistalo zakusko, da skrb zapojemo Gačnikovo in sicer tisto, ki smo jo po tlej kasnejših letih pri ritmičnih mašah največkrat prepevali, Zate Marija Nagalje in Rožmarin. Še enkrat zahvalo Bogu in vsemu, kar se je zgodilo. Thank you.
Zdaj pa ne na vašo levo, ampak na vašo desno. Res, vse povabljen, zato ker ste prišli na prigrizek, na pijačo, pa če bo kakšen hotel še kaj lepega povedati, bom še vse pustil, pržgan, pa naj kar pride pa pove. Res, vse ste povabljen, vzemite, na mizah vas čaka, pa da se bomo še velikrat kula srečali. Hvala še enkrat, ker ste prišli.